Gremo po dolini, malo pregledati pred zimo novosti, majčkan pogledati, kaj se bo drug let delal, majčkan avtobus probati, če je vse izpravno, da ne bojo šoferji jamrali. Avtobus bo spet služil kot skibus letošnjo zimo, spomlad pa tako kot vedno za izlete po dolini, tako da gremo. Greva proti Ratečam. No, jutri se začne zimska sezona. Tekaških prog, razen v Ratečah pa v Planic, pa nekaj uradov ni še ni, ampak jih bomo takoj, ko bo možno, pripravili. Ja, v Podkorenu letos je bilo kar nekaj narejenega. Obnovljen je bil ta star gasilski dom. Smo ga že prav včeraj predali svojim namenom. Vodohram, ki je tako za vas Podkoren kot Kranjsko Goro v izgradnji, je pač čez zimo ustavljen in se bo nadaljeval v pomladnem času, ko se pač sneg stopi. Verjamem, da bo narejen pred poletjem. No, v Zelencah, tukaj na naši levi imamo za obnoviti znamenje, tukaj na mislim, da Govedarjevem polju, ki je malo nagnjen tamle, ga lepo vidimo. No, zdaj prihajamo na vstopno točko Zelenci, parkirišče, za katerega smo se po dolgem času uspeli z lastniki agrarno skupnostjo zmeniti za sanacijo, izgradnjo. Tudi WC se bo uredil, vstopno točko, infopoint, tako da ustavil nas je sneg in drugo leto pa takoj spomladi začnemo in verjamem, da bo tudi ta črna točka v občini odpravljena in da bo tako kot drugje tudi tukaj v ponos vsem nam občanom, pa tudi celi Sloveniji. Ja, prihajamo do krožišča. No, krožišče je v zaključni fazi gradnje zdaj ustavljeno. Nadaljevalo se bo zgodaj spomlad. V središču krožišča se bo uredil motiv po izbiri Rateške krajevne skupnosti. Verjamem, da bo to nekaj v stilu skakanja, skakalnic, skakalcev. No, vesel sem, da bo v smeri Planice v naslednjem letu tudi zgrajena kolesarska proga in pešpot od krožišča do kolesarske proge, Mostovž in razgledna ploščad. Vrednost izgradnje je ocenjena na 840 tisoč evrov. Podpisana je bila že pogodba o izdelavi, izbran je bil tudi izvajalec, Gorenjska gradbena družba s podizvajalcem MAPRI, ki je izvajal tudi krožišče v Ratečah, tako da bodo nadaljevali. Verjamem, da bomo tudi uspeli dokončati cesto
od Lipe pa do krožišča, tako da bo Rateče v bistvu kot kraj zaključen v naslednjem letu. Tekaške proge letos kljub majhnim količinam snega v Planici in seveda tudi tukaj levo od nas na področju mojega prehoda pa pač gostišča Ponca urejene, tako da zadeva funkcionira. Smo ponosni na to, da Kranjska Gora premore še vedno precej urejenih tekaških prog. Takoj, ko bo možnost, se seveda tudi tekaške proge poveže proti Podkorenu in Kranjski Gori. No, prihajamo tukaj na mejo. Pri tem obeležju za osamosvojitveno vojno smo v letošnjem letu postavili tudi tako minimalistično vstopno točko z informacijskim tablom o Ratečah, o Planici in seveda tukaj se kolesarji kar radi ustavijo polet, pozimi pa je majčkeno manj obiskano. To je stara cesta proti Ratečam, z mojega prehoda proti gostilni Mojmir. Občina je že v dogovoru z krajevno skupnostjo Ratečev in seveda lastniki agrarno skupnostjo, da nam proda obcesten pas tukaj pod bregom in da se tukaj uredi v dolžini 250 metrov kar precej parkirišč, ki bodo služila tako obiskovalcem rateških lokalov, seveda tudi tromeje, pa tudi tekačem za planiške prireditve. Jaz upam, da se v rateški krajevni skupnosti in tudi v agrarni skupnosti Rateče uspemo dogovoriti čim prej in da se ta zadeva uredi. Rateče letos so bile glavna točka obnove v celi dolini. V bistvu največje gradbišče je bil prav v Ratečah. Sanirala se je celotna vas, od gostilne Šurc, v bistvu od gasilskega doma do vrtca oziroma Lipe v dolžini 700 metrov. Uredila se je kanalizacija, pločniki, javna razsvetljava, vodovod, tako da Rateče so sanirane in za drug let pričakujemo, da se v istem stilu, v istem smislu obnovi tudi še edina neobnovljena vas v dolini, v občini, to so Dovje. No, prav od tega krožišča se planira oziroma je že, kot sem rekel, podpisana gradbena pogodba za peš pot po desni strani v smeri Ledin do Planice. V tem delu, kjer se peljemo sedaj, je predviden Mostovž, se pravi peš pot na pilotih, lesena, zgrajena podobno kot je v Zelencah. Od tukaj naprej, od kolesarske steze proti Ratečam in seveda proti Italiji, naprej pa je predvidena izgradnja kolesarske proge, ki bo znatno razbremenila to cesto Planica Rateče v letnem času kolesarjev in seveda pripomogla tudi k zimski prireditvi Planice, ko bo očiščena oziroma sfrezana kolesarska steza služila kot peš pot v Planico. No, prihajamo
v Planico. Ponos vseh Slovencev, seveda tudi najbolj naše občine Kranjska Gora, urejena, negovana, tudi tekaške proge vzorno pripravljene. Te dni smo gostili tekme v državnih prvenstvih tekov in skokov. Fantje so izdelali kar nekaj umetnega snega, pripravljajo ga tudi na rezervo za finale svetovnega pokala v smučarskih poletih, tako da vsak mrzel dan izkoristijo za izdelavo snega, tako da smo kar veseli, da se Planica tako lepo razvija. Ja, občina Kranjska Gora je izredno ponosna, da gosti 3 ali celo 4 tekme svetovnega ranga, in sicer kot prvo in najbolj obiskano, lahko rečemo, je prav planiški teden poletov na rok tam zadnjih tednov v marcu, pa seveda svetovni pokal v alpskem smučanju letos konec marca in seveda tudi tekmovanje v smučarskem teku, in sicer šprintih, ki ga gostimo vsako drugo leto, ter moramo omeniti tudi vsakoletno tekmovanje, zdaj že 3. leto, smučarjev invalidov, hendikepiranih smučarjev, ki je tudi v bistvu se najdlo v Kranjski Gori in na katerega smo ponosni. Ja, Podkoren, vas domača, drugo leto se, tako kot že rečeno, pač obeta dokončanje vodohrama, nekaj sanacij cest, izredno lepo obnovljena vas, pred 20 leti že čuti posledice zoba časa in sanirali bomo kocke, ki so pač v dokaj slabem stanju, pa neke asfaltne prevleke, tako da bo Podkoren drugo leto tudi učakal majčken make-upa, bi lahko rekli, in bo spet žarel v polhnemu svojemu žaru, tako da ne bomo pozabili na Podkoren. Pri naši poti skozi dolino zdaj prihajamo na področje Brstnine. Izredno dobrodošla osvetlitev in povezava Podkorena z Kranjsko Goro je še posebej opazna v zimskem času, ko resnično zaradi kratkega dneva ljudje kar veliko uporabljajo to peš pot, športniki za treninge, turisti za sprehode, domačini za prehajanje iz Podkorena v Kranjsko Goro in obratno. Tako da zelo učinkovita v bistvu pot in smo veseli, da smo poslušali nasvete Podkorenčanov, ki so si že dolgo želeli osvetljene povezave med Podkorenom in Kranjsko Goro. No, v načrtih in seveda tudi v proračunu občina Kranjska Gora predvideva tudi študijo in projekt ureditva krožišča na spodnjem uvozu v Kranjsko Goro. V letošnjem letu bo to izvedeno. Izvedena bo tudi študija upravičenosti investicije, ki jo zahteva Ministrstvo za infrastrukturo. Vsekakor pa mi domačini še kako dobro vemo, kako potrebno je to krožišče, ko se ob vikendih, ob praznikih in seveda v sezonah ta krožišče
zapolniti do penziona Blenkoš, če ne celo do drugega uvoza proti gasilskem domu. Ja, na desni strani je področje pokopališča Kranjska Gora, ki je bilo v letošnjem letu komplet sanirano, tako dostopna pot z leve strani, ki omogoča prehajanje pogrebnih sprevodov tudi brez zaustavljanja kolesarjev in seveda prometa. V naslednjem letu se predvideva izgradnja žarnega zidu in novih vrat na pokopališče. Seveda pa stremimo tudi k delu pokopališča, ki bo namenjen raztrosu za družine, občane, ki si želijo pač biti pokopani oziroma raztrešeni drugače, kot je to navada. Zapeljal bom na novo urejeno cesto skozi Log, katera je bila sanirana v letošnjem letu. No, bližamo se Gozd Martuljku, Rutam po domače, vas, ki je bila letos spet prezrta, pa ne zaradi občine Kranjska Gora, ampak pač zaradi neuspešnosti razpisa za izgradnjo in sanacijo cestišča s pločniki. V letu 2018 je predvidena izgradnja pločnikov, javne razsvetljave in preplastitve ceste od tukaj uvoza proti Žičanci do uvoza proti hotelu Špik v dolžini 1200 metrov z enostranskim pločnikom. Jaz verjamem, da se to zadevo uredi in zaključi do začetka poletne sezone 2018. No, v letošnjem letu je bilo Martuljko dograjeno tudi in dokončano področje hladnika z nadelano potjo Ferata Hladnik. Tukaj se moram zahvaliti domačinom, ki so razumeli potrebe sodobnega turizma, planinskega turizma, ki Kranjski Gori kot občini in tudi Gozd Martuljku dajejo dodatno vrednost. Kemp Špik na naši levi z cesto, katero smo se končno uspeli dogovoriti, da se je občina pridobi in odkupi, sanira tako cestišče kot javno razsvetljavo v naslednjih letih. Na levi strani imamo začeto sanacijo ceste proti Srednjem Vrhu in Jezercam. Seveda pa smo letos zaključili tudi drugi del gradnje vrta Lepi Čeveljc, v katero je občina investirala 5000 evrov. Pač botaničen vrt Lepi Čeveljc je kar v ponos tako občini kot Gozd Martuljku in verjamem, da se bo planinsko društvo v letu 2018 z izgradnjo še druge nadelane poti v Hladniku seveda še bolj izkazal. Tukaj moram pohvaliti predsednika planinskega društva in prihajamo tukaj na zimove ride, tako imenovane, kjer smo veseli, da smo uspeli prepričati domačine, Koširjeve po domače zimove, da se je odstranila ta stara hiša, ki je kazila vstop v Gozd Martuljk. S tem smo pridobili tudi kar precej večjo preglednost te glavne ceste in odpravili tudi to črno točko, ki je bila na zemljevidu naše doline. Peljemo se po novo sanirani cesti na Tabrah. Resnično
Po dolgem času smo dočakali to sanacijo in kar veliko lepše je priti v našo občino Kranjsko Goro, zdaj, ko imamo sanirano cesto v dolžini 5200 metrov, tukaj mimo Tabor, mimo Komunale, kjer se vidi nov silos, katerega uporablja Komunala Kranjska Gora za shrambo soli, in sicer visoko kakovostne soli, ki veliko manj onesnažuje naše kraje v občini in seveda tudi vpliva na stroške, ki so precej nižji zaradi same logistike in shranjevanja soli. No, prehajamo na Spodnjo Belco. Tukaj se vidi začetek gradnja pločnikov. Spodnja Belca je tudi naselje, ki je nujno potrebovala pločnik. Veseli smo, da smo uspeli z Ministrstvom za infrastrukturo tako hitro najti skupen jezik. Še bolj sem pa vesel, da so domačini, lastniki zemljišč na Spodnji Belci izredno pozitivno pristopili nam vsi po vrst, šli nasprot ter prodali svoje zemljišča, na katerih bo v zgodnji spomladi zaključen pločnik, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. To je eno zadnjih naselij, kjer je bil poleg Martuljka pločnik nujen. Mojstrana je ena najhitrejše razvijajočih naselij v naši občini z prirastkom prebivalstva, veča se tudi obisk vrtca, osnovne šole, na kar smo izredno ponosni. Mojstrana se razvija v tako planinsko turistično destinacijo, ki ni para v Sloveniji. Verjamem, da bomo uspeli občino in seveda tudi posebej Mojstrano narediti za osrednje planinsko, gorniško področje in na predlog Planinske zveze Slovenije se Mojstrana tudi poskuša postaviti na zemljevid tako imenovanih Bergdorfov. To so najbolj znamenite planinske vasi, ki pa niso tako turistično razvite kot recimo bolj mondena Kranjska Gora ali tudi v tujini primerljiva večja naselja, večji turistični kraj. No, na levi strani lepo urejen in obnovljen, letos tudi sanirana fasada vrta Viharnik. Prav Brus Stane nam svojo predanostjo in vztrajnostjo kaže pot, kako je treba delovati v turizmu, kako je treba tudi skrbeti za svojo okolico in seveda navduševati mlade in stare širom Slovenije in sveta, ki se mudijo na obisku Mojstrane. Pri planinskem turizmu naj omenim tudi velik obisk našega muzeja, ki je v letošnjem letu presegel vse rekorde dosedanje, tudi otvoritvenega leta. Naj omenim seveda tudi obisk ferat, ki se močno dviga v Grančišču, tukaj nad Planinskim muzejem. Omeniti moram obisk tega bivaka z to potjo preživetja, ki ga premore v kletnih prostorih pod zemljo. Tako da mislim, da tudi muzej svojo dejavnostjo z povezavo s turizmom, turistično pisarno, informacijskim centrom, ki je sedaj združen v informacijskem centru muzeja, pokazal, kako prav je, da se turizem in muzealstvo prepleta in da se ga ima na istem mestu. No, tukaj desno
lepo okrašen trg olimpijcev, ki še kako služi svojemu namenu z raznimi prireditvami, z marsičem, kar se dogaja, kaže, kako potreben je bil v Mojstrani tak osrednji prireditveni prostor. V teh dneh bomo priča že ne vem kateri izvedbi jaslic v ledu. Tukaj moram reči, da smo ponosni na našega Pavla Skomalca, ki se s svojo ekipo zanesenjakov trudi resnično že desetletja, da v soteski Mlačca vdahne življenje ledu, da za njegovimi dekleti in fanti v bistvu izpelje te jaslice v ledu, ki so doživele odmev ne samo v Sloveniji. Jaslice v ledu so še kako poznane tako v zamejstvu, v Italiji in ponosni smo na število obiska, ki se resnično še povečuje. No, našo pot po občini Kranjska Gora bomo zaključili tukaj na vzhodnem delu, in sicer pri mostu, pri počivališču Topolino, in se počasi odpravili nazaj proti centru občine. Tukaj na naši desni bomo kmalu videli vas Dovje, ki bo letošnje leto oziroma v prihodnjem letu 2018 deležna celotne prenove. Potekajo že finalni projekti, se zaključujejo in v kratkem bo tudi objavljen razpis za gradbena dela. V vasi Dovje komplet sanacija cestišča, vodovoda, seveda tudi javne razsvetljave, delno po potrebi kanalizacije, in verjamem, da bo Dovje v letu 2018 poštimano. Na levi strani vidimo smučišče Mojstrana, ki verjamem, da bo v naslednjem vikendu, v teh dneh, ki nam sledijo, praznikih odprto. Tukaj moram pohvaliti predvsem lastnika, najemnika oziroma upravljalca Zajška, družino Zajšek, ki se resnično trudi z smučiščem, ki daje nek dodaten ton Mojstrani in Dovjem. Na desni strani vidimo letos urejeno razgledno ploščad z daljnogledom pri Aljažu, s katerega lepo vidimo vrh Triglava. Je kar dosti obiskana zadeva. Dodane so tudi obvestilne table in mislim, da moramo našo občino od začetka pri vstopu na tunelu do italijanske meje v Racečah, do Korenskega sedla, do Vršiča in do meje z Gorjami v Radovni poštimati, jo nališpati, da bo to ena najlepših občin, če ne najlepša v Sloveniji, občina, na katero bomo lahko vsi občani ponosni, in seveda, da se bojo v njej in seveda pri nas v gosteh dobro počutili tudi turisti, ki nas v vse večjem številu obiskujejo tako v poletnih kot seveda tudi zimskih mesecih. Ja, ta božični in prednovoletni čas v Kranjski Gori zaznamuje pestra aktivnost, koncerti, nastopi raznih glasbenikov, seveda alpska vasica, osvetlitev naših krajev, ki je iz leta v leto bolj domiselna,
Vsako leto dodamo nekaj novih stvari, nekaj novih elementov. Prav tako, kot vsako leto je bilo letos dodano v centru vasi nekaj, pa po vseh drugih krajih tudi. Izredno veseli smo tudi odziva naših občanov, ki se odločajo za lučke, ki pač z enotno osvetlitvijo doprinesejo k lepšemu in bolj prestižnemu božičnemu vzdušju v naših krajih. Tukaj občina pomaga z 50% subvencijo teh lučk, ki jih pač se odločijo občani nakupiti in kupiti preko turističnih društev. Tako da, kolikor bo v naslednjem letu spet potreba, bo občina šla v subvencioniranje novih lučk, občani pa se lahko na svojih turističnih društvih prijavite in tudi naročite te lučke. Ob tem čudovitem prednovoletnem času, če se ne vidimo več v živo, drage občanke in dragi občani, vam želim veliko lepega, želim vam miren, spokojen Božič, pa seveda čim več zdravja, vsega lepega in veliko uspehov v letu 2018, ki prihaja. Jaz želim, da boste tudi v občini Kranjska Gora imeli dober občutek in da se boste v njej dobro počutili v letu 2018 in še vseh naslednjih letih. Tako da srečno in nasvidenje.